Prisrčno dobrodošli na današnji tiskovni konferenci. Uvodoma moram povedati, da v Slovenski demokratski stranki smo zelo kritični, ko prihajajo v parlamentarno proceduro zakoni, ki po naši oceni so slabo dodelani ali pa sploh niso dodelani. In o zakonu, o katerem bomo govorili tudi danes, je podoben, kjer smo na plenarnem zasedanju v Slovenski demokratski stranki, torej v naši poslanski skupini, zelo jasno povedali, da ta zakon bo zelo z velikimi težavami zaživel v realnosti. In torej gre za uvajanje vrednotic in pokazalo se je, da smo imeli prav. Zato smo se v Slovenski demokratski stranki odločili, da pripravimo predlog zakona o spremembi zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki ga bomo danes vložili v parlamentarno proceduro. Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno je za izvajanje osebnega dopolnilnega dela vpeljal vrednotnice, ki se kupujejo pred samim izvajanjem dela za 9 evrov mesečno. Iz tega zneska se krijeta minimalno pokojninsko zdravstveno zavarovanje izvajalcev osebnega dopolnilnega dela. Sistem se je začel uporabljati s 1. januarjem 2015. V letu 2015 je bilo v sistem osebnega dopolnilnega dela prijavljenih 5444 oseb, izdanih je bilo 17610 vrednotnic, kar je v blagajno SPIZ-a in ZZZS prineslo skupno 158490 evrov prihodkov. Če odmislimo fiksne stroške, ki so bili potrebni za vzpostavitev sistema vrednotnic, je bil strošek delovanja sistema vrednotnic okoli 349 tisoč evrov na letni ravni, prihodek pa 158 490 evrov. Že hiter pregled torej pokaže, da sistem vrednotnic predstavlja bistveno večji strošek, kot pa je iz tega naslova prihodkov. Vrednotnice so po sistemu, ki je bil sprejet z zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ne predstavljajo nikakršne dodane vrednosti, temveč zgolj obremenitev javnih sredstev, poleg tega pomenijo dodatno birokratizacijo osebnega dopolnilnega dela. Zato smo se v Slovenski demokratski stranki odločili, da vložimo predmetni zakon, s katerim ukinjamo vrednotnice. S predlogom zakona zasledujemo naslednje cilje: zagotoviti manjšo birokracijo pri upravljanju osebnega dopolnilnega dela, odpraviti rešitve, ki za javna sredstva predstavljajo nesorazmerno velik strošek glede na učinek, omogočiti izvajalcem osebnega dopolnilnega dela, da se prostovoljno pokojninsko zavarujejo za čas, ki si ga sami izberejo, stimulirati inšpekcijske organe, da bodo preverjali dejansko delo in plačilo za osebno dopolnilno delo, ohraniti načelo vsako delo šteje. S predlogom zakona se iz veljavnega zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno črta člene, ki predstavljajo zakonsko podlago za sistem vrednotnic. Takšna ureditev se nadomesti z ureditvijo, ki je veljala pred tem. Edina izjema je, da se omejitev dohodka iz osebnega dopolnilnega dela ohranja na sedanji ureditvi, kar pomeni, da polletni prihodki iz naslova tega dela ne presegajo 3 povprečnih neto mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekla leta.